Whopper. Whopper, Whopper, Whopper. When we all want the podcast, when we all wait in vain, every minute, every hour, when it's offline, we're in pain. Whopper, Liaga, Whopper. Mat, Cuerva, Whopper. Brought to you by Tomo. Okay. Povej, kaj si... To je bilo najmanj radio študent worthy. Okay. Povej, kaj si naredil z tem introm. Začinil sem intro Lajbahovski. Okay. Oni so seveda Starbol, tega ne vedo, to ni Zata Band. Kaj ni za... To je art. Ok, povedal. Želite me takoj? Ti pa art, ti pa čaj in tako naprej. Ti pa žajfa, smo že rekli. To so... A te plačajo za šale, drugače želeno? Ne, se moram pa nekaj povedati. Čestitke za, ko smo bili na podrobnosti live v kinoteki, ne? Ja. In tisti joke ti je pa res rad. Ne smeš spoilati, ker še ni odzuni to. Razumeš? Ne, lahko da je joke rad, ne sam povedati, kaj je ta joke. Tisti, ki niste bili na live podrobnostih, pričakujte v živo, pričakujte, ko bo prišla epizoda ven, da se boste res nasmejali, kaj ti proti koncu Anže razdre en tak joke, kaj da mu ga je napisal najmanj 5 najboljših komikov na svetu. To je to, ti podcenjuješ moj comedy mind, ne? Kdaj si ti prvič v življenju nastopil, ki ti prezence nimaš odrske? Ne, nočem se zdaj disati le, ampak da bi rekel, lej ga, na oder je prišel človek, ki ga bomo poslušali, niti ne vemo, kaj bo rekel, ampak poglej ga, no, zih bo rekel nekaj brihtnega, ti tega nima. Ok, nimam gravitasa torej. Gravitas imaš, če si čez 2 metra, please. Ampak nimaš pa tizga, da bi rekel, he's got my attention. Aha, ok. Ampak tako, mislim, sploh, ko si mal puklas, pa tisti mikrofon držiš tako v rokah. Ampak ne, nima veze. Mi ti povej, daj si ti prvič. Ali nisem videl prijatelja, kao? Ali so samo fiktivna prijatelja? Ja. Mi so prijatelja, kaj? Okay. Naprej da me vprašaš, to, kar si me vprašal, povej admin. Admin je to, da je ta admin se je mal izpel, ne bom jaz to drugače zdaj povedal. Okay. Plačej. Admin. Veš kaj, če pa kje namaram v življenju, je pa to ovinkarjanje. Okay. A veš, tako odkaj se zaston, hej, živam, jazz, podpri.si, fuck off, plači. Podpri.si. Podpri.si, valjda, na podpri.si plači, se moram povedati, kje plači. Nared PayPal, izklop zdaj ta YouTube, prid na plači, prid nazaj. Bomo tle. Okay. But make it in 30 minutes. Kaj si me hotel vprašati, kdaj sem kaj? Kdaj si ti prvič nastopil na odru, se pravi pred neko publiko, da sicer si ne predstavljam... Ne, sem 6-7. Ne predstavljam si, kaj si počel, ampak kdaj je bilo, da si mogel nekaj pred neko publiko narediti? Pravim, 6-7. Kaj si pa naredil? V angleščini sem mogel, sem hodil v eno šolo, sem se angleško učil in sem imel pol nekaj... Poezijo? Ne, neko, ne vem več kaj. Shakespearea? Ne, ker sem bil 6, Godler. Ja, če ste imeli nekaj po angleško. Ja, nekaj po angleško, ne vem več. Ste igrali kakšne interaktivne scene? How do you do? How do you do? Ja, tako, neka predstava, ne vem več. Nekaj sem še gor in sem bil kao smešen, ljudje so se smejali in hvala lepa. A si bil sam? Tudi, malo. A se prav? Ja. To je bila neka igra, hočeš reči. Ja, ne, veš, kot nek variety, pač tako, a veš, različni te razredi so vsak neki, pa vsak je sam neki, pa za starše in v angleščini. Jaz sem bil nek policeman, vem, da sem bil. Policeman? Ja, tako se spomnim, nek policeman sem bil, ne bil pa ropar, pa sem ga pa iz nekaj lovil, pa sem se pačal, pa so se ljudje smejali. To pa zveni kot začetek enega gej porniča, oprosti. Policeman pa ropar. Ja. Kaj pa ti gledaš? Kaj gledam? Kaj gledaš? Nič ne gledam, sem to gledal. A to se pravi, čim ti slišiš policaj, pa ropar, tvoja prva asociacija je
Porn. Anže, lej, jaz to je pač mogel vprašati. Zdaj bi ljudje te mogli videti, ko si začel gladiti kravato. Fucking 6 let si bil star. No. Zakaj pustiš, da gre ta podcast v te fucking neokusne vode? No? Ja. A mi lahko poveš? Ja, pa moram tebe zadržati, v resnici. Ja. Nekaj. Zmuska. Jaz predlagam, da napreden greva na osrednjo temo, ki bo tokrat Opa Help, ker imamo prvič follow-up na Opa Help iz prejšnje epizode. Ne? Tako je. Bova pa obudila eno rubriko, ki jo zdaj smo malo zanemarjala, ne? Ampak se je vmes malo nabralo, če dovoliš, seveda. Deva obuditi to rubriko. Bova pa obudila rubriko Ocene v Apple Podcasts. Ocene v Apple Podcast. Jure jih ni videl, jaz jih berem, imamo jih že 271. Nimava džingla za ocene, mava za Opa Help džingla, ki ga bom pol zaigral, ne zdaj. Okay, ne zdaj, ja. Mava špice, nimava pa za ocene. Za ocene. Zdaj me je strah, ki si začel gledati v kasi, oh god. Ok, no, daj. To je špica za ocene. Ok. Ocene. Ok. Malo preveč dramatično. Ja, ker ne vem, kaj boš bral. Ker ne ve, ja, ok, razumem. To je suspens. Okay. Oba. Ocene. Ok, to je to. Mislim, to je. Pri Pikasi. Jaz ne vem, kaj smo na zadnje brali, tako da bom šel kar. Eden je napisal ekstra šponsko. 5 zvezdic. Eden, ki je ostal v 90-ih naprej. Sam 5 zvezdic, ne moreš disati ljudi, ki so ti dali 5 zvezdic. A ja, 5 zvezdic je dal. Ja. Hvala. 90, to pa ima rad 90-ih. Kristus. 90-ih je. Pa je Jeko 9, 5 zvezdic z subject lineom, ki bo samo slabo vplival na te in mi je že žal, da ga bom prebral. Ja, Godler je bog. Vpliva na te že prve 3 črke mojega priimka, pogledaš ti marske jame. Anže, a te lahko nekaj vprašam? Ja. A sem si priimek sam zbral? Ne si. Ok, hvala. Zeus ti ga je dal. Yes. Okay. Je napisal še več jutranjih radijskih oddaj, ne? Ta mi je bila všeč. Ja, pa ima pa enega zelo weird nickname. Moram reči, da mogoče najbolj weird nickname do zdaj. 5 zvezdic, subject je legendarno, klicaj. To je res, kaj pa je. Pa nickname Suho grlo. To ne razumem. Okay. Suho grlo, ja. To je weird. V glavnem, po naključju sem zadnjo epizodo Opazovalnice poslušal zjutraj v službi, kar je kar narobe. Neverjetno, ob sodelavkah, ki kultno častijo Radio 1, je bil jutranji program Opazovalnice kot balzam za ušesa. Navijam za še več jutranjih programov, hvala. Naredijo še kakšen jutranji program? Pusti ljudem, da čakajo, pa se bo pa kar naenkrat pojavil. Anže? Ja. Let me ask you this question. A lahko mi narediva jutranji program enkrat v živo? Zjutraj. Zjutraj. Ob tisti uri. Ob 6. Recimo ob 6. A bi bil to happening? Ne vem, če ljudje, ali ste za? Ne, jaz sem pripravljen. Napišite v Opa Help, ali ste za, ker Jure je pripravljen. Jaz sem pripravljen, a narediva v živo, čeprav ljudje v avtu tega ne morejo bolj poslušati. Tako je, lahko, ker je net, ker je, če imajo Bluetooth, lahko poslušajo. Ja, ne vozijo vsi tistega sranja od Tesla, že. Bluetooth ima zdaj najbolj osnoven avto ever. Nekaj obljublja stvari, mogoče bo še nekaj naredila. Ti zakaj začneš obljubljati? Tisti, ki bo poslušal, bodo šampanc. Ljudje ful pišejo, da so za. A so za? Ja, v četu. V YouTube četu, ki je bolj fancy. V glavnem, pa imamo še, še 2, vsi niki so zasedeni, kar je kar smešno. Zacrkant, 5 zvezdic, vožnja v službo kar naenkrat prekratka. Who knew, da ne govorim o tem, da če kdo vidi moje krhotanje in izraze na obrazu avta, verjetno začne dvomiti v to, da sem sposobna voziti. Celotna mreža je zame sveže, vendar zelo dobrodošlo odkritje. Bravo, le tako naprej. Pa Klele je ta 35 let star moški, kar je najna demografija, napisal sposobna voziti. Nehite lagati ljudje. Jaz samo na to pozivam. Vsi vemo, da ste tipi in da ste stari 35 let, ne pisati v ženskih. Kaj nisem? Ja, ne disam publike. Oba vejo, da je res. Pa še zadnji nickname ti bo všeč. Povej. Radar pri Tuzli. To je bilo najbolj epic. Ja, in potem tudi subject line Radar pri Tuzli, 5 zvezdic. Pa kaj bi lahko človek sploh še napisal v tem podcastu, polnim presežkov,
kaj dosti ne ostane, saj sta Godler in Tomo. Ja. Najznadljiv in izveren način začinjanja, že tako začinjen podcast. Saj bi lahko dolgovezil, ampak ne bom, pa mal je. Samo en na svet bi vam podal, prosim vaju, nikoli ne nehati snemati tega, pa čeprav se morda Tomo tebi zdi na trenutke, da je malce preveč understatement. Te lahko pomirim, da temu ni tako in da imata vse, kar potrebuje. Zrela, zabavna vsebina, ki jo strežete po spletu. Zrela, zabavna vsebina s familijo. Že zdaj ti mal na dušo pihnu, mal bom zdaj bom mal imel govor, tako kot ga je imel Chaplin v filmu. Ne, zakaj se reži? A lahko imam resen moment? Ne. A zato, ker zmer to delam, ampak zdaj nisem hotel. Ne, zdaj nisi, daj. Okay, Chaplin, kot ga je imel Chaplin. Ne, kot veliki diktator, on na koncu, ne kot veliki diktator, tisti, ki je po nemški govoril, ampak tisti, ki je bil na koncu, on, krivec. Vse drugo. Jaz mislim, da čez leta in leta in leta boš ti zapisan nekje, kot tista zdrava protiutež, ki je bila v tistih daljnih časih na prelomu, po prelomu tisočletja, ki je dajala en balans komercialnim radijskim vsebinam. Zdaj pa prideva do džingla za osrednjo temo. Opa help, let's do this. Opa help. Ampak to je ta džingl, oprosti. Ja. To je pa džingl stoletja. Stoletja? Okay. Ne, mislim, da je cerkvena opazovalnica. Se ti zdi? Da je to zmaga. Se ljudje ga hoče. Na koncu bo zavrten, seveda. Končala bova. Danes je bil poklon Lajbahu, ki so največja art skupina slovenska. Jaz ne vem, a jih disaš to? Ali nekaj, meni so oni cool. Jaz sam ne vem. Naredim tribut na začetku, cel komad priredim. V trbovščino. In zdaj disam. Odkje ti ta podatek, da disam? Jaz disam zelo direktno. Kar si občutil že na svojih krajih. Ja, sem večkrat. Še pred 1 minuto. Večkrat. Se absolutno strinjam. Zdaj gremo pa na prvič, se nam je zgodil follow-up prejšnjega Opa helpa. Nismo mogli pomagati, ker nismo imeli dosti podatkov. In javila se je Maja, če se spomnimo Maje, ki je imela... Kaj? Že Maja. Kaj to pomeni? Pozdrav. To je creepy. Personificiran pozdrav. Ne biti creepy. Ni creepy. Maja se je javila, ker piše blog in je rekla, kaj lahko naredi, da bi bil blog bolj obiskan. Ja. Ker ni povedala, kjer blog ima. Nisva mogla pomagati in se je javila in je napisala, niso vse punce za make-up, bi se klej upravičil, ker sva res pikirala, da imaš nek klasičen... Seveda so. Ne. Niso. Ne, res ne. Zakaj? Kje to piše? Punce v make-up, to je eno. In nič narobe s tem. Controversial. Okay. A si videl une Tiger Eyes make-up, ki naredijo si, ki imajo tako kot mačke. Ti se mi je zelo všeč, pa trepalnice. Zakaj se režiš? Ne štekam. Pa make-up. Ne moreš paušalno reči vse, razumeš? Sam to hočem povedati. Pač, ne? Ok, to je res. Okay. Ne moreš reči vse, so starejše gospe, na katerih to... Na katerih to ne. 5 vunijo in kavarno mal v nedeljo, pa se vsed, pa boš videl. Ne, v redu. Starejše gospe z make-upom. Fair point, nehi. V glavnem, lahko Maja je dala link do bloga, ki bo v zapiskih. In piše pa blog v angleščini, ker je šla študirati v Korejo arhitekturo. In ker ni najdla nobenega resursa, jaz sem prebral. Jaz sem prebral blog. Ja. Okay, jaz sem prebral vse. Ja? In Maja, majči, kul je, ampak nekako ne to nežno rečem. Se pravi, to je dekle, ki je šlo študirati Korejo. Ja. Ok, juhu, all good, Gangnam Style, wapa Gangnam Style. Ampak, Maja, sem vse to prebral zelo dobro, všeč mi je. Ampak, there is no gentle way to put this. Nobene fotke, Maja. To je pa res.
Malo sem se bal, kaj boš rekel. Jaz sem zelo prijeten. Malo sem se bal, kaj boš rekel. S to oceno se pa premal slik. Oziroma ni slike. To se pa absolutno strinjam. To zgleda kot Res je. Kindle varianta The Timesa. Ja, In to ni dobro. absolutno. Jaz hočem slike, jaz hočem Maja make-up. več. Jaz hočem... In si vse zapravil, ves pozitiven kapital, ki si ga zdaj napravil. Ok. Ja. Ne, jaz bi sam tako rekel, ja, fotke pa res. Fotke pa res. Fotke, Ja. drugač pa all good. Srečno, če je kaj pri izpitih. Ja. Upam, da boš kaj razumela, ker jaz Ja, ne sem mogel Gangnam tudi prevod iskati, da sem kaj štekel. Težko je razumeti, gore. ja. Ampak ne, fair point, več fotk, to je res. Več Pa mogoče pa še po kakšnem drugem kanalu, kaj objavljati. Ne sam upa, da ljudje najdejo to prek Google. Ne? Ja, To je pa res. mislim, kaj pa je to ena platforma? Je to dobra platforma za bloge, ti, ki se spoznaš na net? Kira? ja. Ja, to, ko uporablja. Ja, ne vem, kaj je to za ena platforma. Prvič vidim. Home.blog. Pa to. A je to, ja, to. Ja, ne vem, lahko ima svoje postavljen, kaj pa vem. Jaz mislim, da je to znano neki. Ja, ne, mislim, da ne Kot vem. Tumblr, Meni kjer zdi, vse kao skače. Nekaj, zdaj vzel ti ga bom, presežem, vzel ti bom Kasija. Tako da, ja, vsi, ki tole poslušate, če greste na aparatus.si poševnica, opa, help je tam obrazec, kamor nam lahko postavite vprašanja, ki jih potem midva tukaj le pač obdelava, karkoli to pomeni, in pa sploh pomagava. Tako da zdaj pa greva na naslednji. A smo zaključili z Majo? Keep up the good work, ne? Ja, keep up the good work, piši, še kdaj se kaj javi. Še kdaj se kaj javi? Sploh, pa sliki Korejo, v Koreji si. Ljudje Ja, bi radi videli, kako Koreja To zgleda. me zanima, če je tam kakšna Mac trgovina Ne, sem kako Pa Chanel. zgleda. Ne, za šminke. ne. Sem ja, če si že, pa Koreja je pa, tako da Ja. kot resource ne bo več fotk. To se pa Sliki ful se. strinjam. No, A veš, moram kaj mene vedno zanima Ja. v zvezi s Korejo? Ker tale Gangnam Style pesem opisuje, se pravi, live v neki kao hochštaplerski četrti, a je tako? Ne vem. Ja, tam je pač opisuje live v neki full mondeni, zelo mondeni četrti oziroma ulici. Ta ulica mene zanima. Ja, In če si, a vemo, če je v Severni ali Južni Koreji. Južni A ja, Južni Južni Koreji. Koreji. Zdaj sem se pa vstrašil. Ja, malo smo presumptuous. Lahko je šla na Pyongyang. če je Severna Koreja pod čim znana, je to njihova arhitektura, to je dejstvo. To je dejstvo. Ja, mene zanima ta četrt njihova. No. Ne bom komentiral tega. V glavnem, zdaj gre pa naprej. Naslednje vprašanje, shoot. Tako, imam dve vprašanji, to je Juri napisal, ampak bo samo ta prvega Dajva. uporabila. Kaj bi Jure priporočal, kam peljati punco na zmenek, da narediš vtis? Ne? Kam? To je zelo kompleksno vprašanje. Zakaj je to kompleksno vprašanje? Najprej, kako me ime Juri? Ja. Juri se mora najprej vprašati, kje je pa kaj je. Žal, to je prvo. Ja, ne, on mora vedeti, Kdo kaj se- je. Kakšen, a se ti nisem nikoli vprašal, kdo si pa kaj si? Ja, Prej si punco vprašal. ja. Ti moraš vedeti, kaj boš igral, Igral? kere karte. Kje Ja, ne, karte pač- boš igral? Okay, Ja, lahko si bandit, lahko si nežen, lahko si. Ja, Hans pravi, odvisno od punce. Do punce še pridemo. Čakaj. Ja, čakaj, zdaj smo prvo, Hans. okay, se opravičujem. Čakaj, Okay. Ti najprej to, moraš vedeti, kdo si pa kaj si, pa se Ok. moraš pa vprašati o punci. Okay. Ja? Najprej punca, poišči jo na Instagramu. Če ima veliko followerjev, Ja. pa če dobi na selfie toliko lajkov, ki ga imaš ti na vseh postih seštete, don't bother. Pejta v Franciji na balanci, po tretji, zjutraj. Zakaj? Zato, ker si neš kaj pomaga z njo, ker bo zmerna tabo. Njen selfie ima, Si normalen. njen selfie ima moč himena, ki sablo dvigne. Ja, sablo dvigne, to je bil eufemizem. That's what you said. Ampak, Okay. zdaj pa, oziroma, ja, takrat jo peljo v Franci na balanci. Franci na po balanci, tretji. pa Okay. upi, da jo bo en star pijan zaradi prijel. Pa spizdi. Pa jo, Okay, ampak tam ne boš profitiral. kaj pa če sta, zdaj ne vem, kaj sprašujem sploh, kaj pa če sta Juri in dekle, ki bi jo rad ven peljal, Ja, njuni selfiji isto lajkov dobivajo? če Se pa isto pravi, lajko, ja, posta pa kam- tekmeca.
Ti si sociopat. Tako je. Ti si sociopat. Pol sta- star. To sploh ni. Ne. Ja, okay. Ti Najprej, nisi normalen. preden Ja. kamorkoli pele, Če sta si moški, ženska, enakovredna sta tekmeca. Ja, Ja. exactly. Okay. ti jo najprej vprašaš, Kristus. preden jo kamorkoli peleš, jo vpraši, kaj ti hočeš od mene. Zakaj se smiš, Sorry. to sem zdaj resno mislil. Ja, še Urška je napisala v četu, da Hime nima sablja, ampak meč, kar je dosti res. A je razlika? Ja. A to so zdaj ti zgodovinari starodavnega sabljaštva in mečevanja. Okay. Tako. Tle mi malo manjka, priznam. To je ta slepa pega v To je tvojem moja znanju. Ne? slepa pega, Okay. sabla, meč, nož, fuck it. Porezal se boš, ok. Okay, se pravi, kaj ti rečeš, če sta enakovredna, je tekmovanje in rečeš ji, kaj bi ti rada What od do you mene. want from me? Kdaj to rečeš? Napreden greš ta sploh ven, ali Ja. napreden greš ta sploh Preden, ven? kaj bi ti, pa je pa tako. Ja, a si jo našel na Tinderju, je vprašanje. Ne, pa kaj ima veze to? Ja, ima veze. Zakaj ima veze? Ja, to je zdaj tako, ne. Ful je pomembno, kje se spoznaš Ja. s človekom, ker če je net v posredi, je v posredi samo se skače. Če je pa to, ne vem, dober dan, 50 dek posebne, a dam na kupček ali dam mešano, pa dajte kar na kupček. A to je pa prebitje ledu Ja, na en drug način. okay. Tlele me pa mogoče zanimaš kot oseba. V tem scenariju si ti prišel kupovati posebno in prodajalka je prebila let tako, da je vprašala, a kupček ali ti jih tako, kot pa hlačo da. Ja, ki me je verjetno prepoznala. Okay. Neko pa hlačo, veš, včasih narežejo salamo tako, da je da na kupček, Ja. včasih pa narežejo tako, da imam hladilnik veliki kot omaro. Ja, pa se ti pravim, pa to ti razumem, pač tako, da je razporejen. Razporejen. Ja, razporejen je, ja. Kot cajtnik, jaz ne vem, Ja. jaz ne vem kaj je eno. Ne, to je v glavnem tako, no. Jaz bi rekel, Okay. da je treba najprej določiti, Kdo je nad. kdo ima več lajkov, kdo je bolj zaželen. Ja, probi eno influencerko pelat nekam, boš videl. Boš videl, To, kada imaš nekaj izkušnje s tem, govoriš. dejansko zelo malo Zelo malo. z influencerkom. Okay, zdaj pa zdaj. Če ima ona več lajkov kot ti, Franci na balanci. Ja, Če ima sta isto, ali na nivoju pe. kam? Če ima sta Če isto. imate isto lajko, Ja. je treba najprej razčistiti, kaj hoče. Okej. Kaj hoče od tebe. Vse skače hoče, kam jo peleš. Ja, fajn je se pozanimati, a je ona poznavalka dobre hrane in ji je mar. Aha, okay. Če ne greš lahko direkt domov, pa šoferski sendvič, to bo čisto v redu. Ne rabiš iti zdaj na gurmansko večerjo, če je sam bliska neki tam, da skače okoli nje. Okay. Ja, Hans pravi direkt v Meka. Direkt umeka. My point. Okay, kaj pa če? Ti si ful šokiran nad tem. Kaj pa če imaš ti več lajkov kot ona? Sprav, Juri ima več lajkov kot dekle. Tisti pa izključno odvisno, kam te paše. Tisti Nima nobene. Ker si ti lačen, kje greš. Pač. Yes. To je to. Kaj ti ne paše? Kaj pa jaz vidim to tam? A je tisto kluka od avta, od vrat? Dej sprobi odpreti. Zdaj pa še vensko. A zdaj smo že v avtu, če dekle peleš na večerjo. Peleš pa ti. V vseh treh primerih peleš ti. Ja, kje už pa pide, lahko je sajko te ugrab. Kaj už pa pol? Ja. Ti už kriv, ki te najdejo. Ja. Ti už kriv, ki te policija najde. Fuck. In mene ona je, ja, seveda se je gospod. Dajte roke sem, imamo lisice za vas. Kdo je zelo, v bistvu se ljudje, mislim, tako, zanima me, kdo plača v vseh treh primerih. Vedno moški plača ali ne? Dobro, to je pa kar enoznačno, tukaj pa nimam nobene dileme, tu pa jaz nisem bil ne tako vzgojen, čist nikoli še nisem pustil nobenega, da bi plačal. No. To je pa honestly. Tudi ampak, če dobivaš več lajkov. Ja, v vsakem primeru. Ne, to je pa se mi zdi pa ena karakterna lastnost in ena. Kaj pa je račun? Zakaj je to sploh vprašanje? Ej, folk, come on, let's talk. Zakaj je to sploh? Zakaj je to sploh vprašanje, please? Ja, moški plača. Zakaj se poveličuje tisti piltek
na katerem piše tista nagražena cifra gor. Zakaj se sploh o tem razpravlja? To je pač nujno zlo. Nekdo plača. Ja, pač vedno moraš ti plačati. No. Okay. To se pa res ne spodobi. Pa tudi, če je Okay. strašilo. No, se ne veze, ni veze. Boš rezal ven? Ja, slabo. Pa kaj je? Sociopati, včasih si res. No, okay, v glavnem, kaj pa, zelo dobro vprašanje, par ljudi je vprašal, kaj pa, če sta dva moška, kdo takrat plača? To pa nimam izkušenj. Nimaš izkušenj? Shut up. Zanimiv. Daj ti bod. Zanimiv. Pri dveh moških si predstavljam vedno. Nočem, ne. Anže, pazi, zelo, dej no. Please. Tanek led. Led je tanek. Jaz sem najbolj politično korekten človek na svetu. Bolj kot ti, pa tega ne veš. Veš, kaj Trump reče, I'm the least racist person you've ever met. Ne. Okay. A zdaj sem pa že rasist. Ne, Okay. nisi, samo hoče. Okay. Okay. Pri fantih, koliko je meni jasna teorija spolov in hočem samo nekaj povedati. A ni tako pri fantih, da je, ne vem, kdo mi je to povedal, jaz mislim, da je res, da pri fantih je vedno nekdo, ki je pasivna vloga, pa aktivna. A se motim? Ali sem šel predaleč? Takoj povej. Če sem šel predaleč, bom dal pa help, pa bom končala. Ja. A je pasivna, pa aktivna. Nekdo je. A lahko mi dva od tega. Dva John Wayna sta težko skupno, si jaz predstavljam. Ker sta tekmeca pol. Ja, to ni ok. En mora biti več lajkov, kot ta drugi. Ja, en mora biti spodaj, come on. Ja, ampak jaz sem zanj slišal v enem podkastu, ki ga poslušam, da obstaja tudi neki, ki so kao top pa bottom, ne? Ja. Da obstaja tudi power bottom, to pa ne vem, kaj pomeni točno. Power bottom? Ja. Po moje tisto. Ne, ok. V glavnem, kaj pa če sta dve ženski? Kdo pa takrat plača? Tisto je. A to pa imaš več izkušenj? Te imaš pa izkušnje. Lepa zgodba. Ti nisi normalen. No, dobro. Ja, ok. Če sta pa dve ženski, jaz si predstavljam, da je spet isto. Ne? Ena mora biti tista, ki tako je. Pri istospolnih parih predvidevam, da je Mogoče si na tom predvidevam, okay. In je eden, ki najbolj političen človek, je eden, ki da inicijativo. Ja. In to je tisti, ki je aktiven, po mojem, ki ima aktivno znanje, pa ne jezika, če je drugega. Ta človek je aktiven in ta, po mojem, tudi plača. Po mojem, vse en, kdo plača pri oboje spolnih. Pri istospolnih, pardon. Pri oboje spolnih. Kaj si čez zmeden, zdaj vračajo. Kaj bo naslednja? Še vprašanje, kam bi Jure peljal Tomota na večerjo? Je Klemec vprašal. Slepam, da je Klemen. Ti si mene že peljal na večerjo. To se je že zgodilo, v resnici. Kaj so šla prvič jesti? Če bi skotil, da bi ti res dobro jedel. Ja, do zdaj je bilo. The Ivy. The Ivy. Ja. To smo se že pogovarjali. Ja. A smo se že? Ja, da če že The Ivy. Ja. The Ivy. The Ivy. Jaz mislim, da to je v Londonu. Londonu. Tiste, ki ne vejo. To morate kar planirati, če se boste šli z menkarije. Morate iti v London. The Ivy. Pa morate rezervirati. Zelo lepo je, no. Ja. Ampak zajtrka več ne strežejo. Čas so ga, zdaj ga pa ne več. Na zajtrk. A si jih odpisal? A so cancelled? Ne, niso, še zmer dobro, ampak ja. Ivy, ja, recimo. A smo zdaj razčistili to? Mislim, da smo razčistili. Fantje, plačite večerjo puncam. No, ja. Dej, če je kaj, naj bo to... Ne bo to... Juri, boš zdaj sam po gruntu, point je sam, plači za večerjo. Plači za večerjo, ja. Ne glede na to, kdo ima lajke. Ne glede na to, kdo ima lajke. Ne glede na to, če kakšna je. Za konč še dve zelo hitre, opa help. Tole pa Jaka sprašuje, zate vprašanje, kakšni so pogoji, da neko podjetje dobi Royal Warrant? Seveda to je pogoj, da je izdelek dosti dober za kraljev household. To je ta pogoj. Ja. Zbrat ga morajo, sklepam. Ja, mislim, da se tudi prijavljajo. V glavnem, to je zakupno. Ja, Kent ni kar ena firma. Ni kar ena firma. Smo povedali. In pa za gospoda Tomiča, to mi je bilo všeč, ker je bilo tako napisano. Entry level, pa jaz pa to dobim. Ne? Ta Jaka ne je po gruntu. Jaz dobim pa vprašanje,
Kateri entry-level prenosnik, ki zadovoljivo podpira Adobe Lightroom, da je kvaliteta zaslona na zadovoljivi ravni. Vse, kar moraš gledati, po moje, je to, da je saj i5, pa da ima Full HD zaslon. To bi si jaz uporabčil. Retina. Ja, če meke kupuješ, je sklepan na misel, tudi kakšnega Vinsa. Pa, kar bi jaz rekel, je čim več rama. Čim več rama, 16 giga, če se le da 8, pa nujno, ampak 16 raj. Pa SD disk nujno. SSD. Si probo malo sodelovati pri tehničnih debatah. Mal sem out. Ja, mal, ne sam iz tega, Godler, ti si iz marsičesa out. Pa še vprašanje za konec, prej ljudi to najbolj zanima. Elaj že spet Nuša sprašuje, kam bi pa Tomota peljal na najboljši kos torte. Ugante ljudje, tega ne bomo nikoli. Še zdaj ni noben uganil. Ja, vse eni mislim, da so uganili, ampak to je to. In pa Hans, naj zaključimo z vprašanjem iz četa od Hansa, kam bi v Sloveniji peljal Tomota? Kam bi me peljal v Sloveniji? Kam bi me peljal, če bi hotel dobro jesti? Pismo. Všeč mi je, da saj razmišljaš. Ja. Všeč mi je, da saj razmišljaš. Ja. Slovenci smo znani po Ja. v eno domačijo. Domačijo bi me pel. Ja. Domačijo. Na zelje, na klobase, na cvirke Okay. in na smetano. Ne, Ja. pa na en jabučni zavitek. Okay. Pa mal vina, a čeprav ne, ti si antialkoholik. Antialkoholik sem. Okay, zmenen. Ne maraš alkohola, hočem. Ja. Jaz bi pa tebe in to te bom enkrat obljubim, ker ljudje vsi zdaj le pišejo v četu. Kam? Julči pica. Še zdaj nisva bila, enkrat morava iti. Ali pa saj naročiti. A je to tisto, da te kamp? Ja, ja. To je tisto, ki si... Zdaj sem videl, da se jo da naročiti in jo lahko prepelje, ampak enkrat to naredila. V glavnem, to mislim, da je bilo to. To je bilo to, glasujte za opazovalnico zjutraj, v živo. Nehajte, ne obljubljati. To je ena stvar. Zdaj pa jaz bom sam povedal, da tisti, ki bi radi v živo poslušali, kaj tole poslušate z zakasnitvijo, ponovadi sva ob vsak drugi torek ob 17:15, če se naročite na moj YouTube kanal, pol pa mislim, zvon moraš dati na YouTubeu, dobiš notification in pol v bistvu stream poslušaš, ko sva v živo. Tako da se naročite, da ji povej še enkrat admin. Plači. To preveč resno. Rečeš? V glavnem, zdaj pa by popular demand se temu reče. Jure že pripravlja aparatus Casio in bo zdaj le zaigral najbrž pa res jingle stoletja. Opa, 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 Adijo, ljudje.